Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Mladi odrasli so v precej drugačni situaciji, kot so bili njihovi starši ali stari starši. Procesi modernizacije, globalizacije in individualizacije vplivajo na drugačno prihodnost, predvsem pa se je reorganizirala situacija na trgu delovne sile, tako da jih čakajo drugačne oblike zaposlitev, kot so jih bili vajeni njihovi predniki. Starši mislijo, da vedo, kakšna bo prihodnost njihovih otrok. Ni res. Ne ve se, kakšni bodo. Vemo, da bodo delo potekalo drugače, službe ne bodo tako, kot so danes. Zanesljivih služb skoraj ni več, edino če ste v Bruslju zaposleni, tam bo še nekaj časa dela, ne? Ampak zdaj, ko grejo Angleži ven, pa se tudi kaj lahko poruši. Ne? No, to je to. In ne bomo delali isto delo vse življenje. Če ste danes novinarka, mogoče boste delali na televiziji nekaj čisto drugega čez 4 leta. Jaz ravno tako. Moja bodočnost je biti enkrat upokojenec. Starši so nekoč začeli delati hitro po zaključku šolanja in bili pripadni enemu delodajalcu tudi 40 let. Današnji trg dela pa mlade postavlja v šibek in nezavidljiv položaj. Izpostavljeni so pomanjkanju zaposlitvenih možnosti, novim zaposlitvenim vzorcem in manj varnim tipom zaposlitve. Nekako recesija je v zatonu, stanje se izboljšuje, čeprav imamo tako različne poglede. Službe bodo, samo ne take, kot so bile zdaj. Bolj bojo morali skrbeti za svojo prihodnost, aktivno se vključevali, ne tako kot mi imamo, naprimer, dobimo službo in smo celo življenje pri enem delodajalcu, tega ni več. Starši so zato v kočljivi situaciji, kaj svetovati otrokom o prihodnosti, o njej pa je treba govoriti takoj, ko otrok spregovori. Temeljno vprašanje je, kdaj se prihodnost začne. In ga pogosto starši ravnamo tako, da jim pripovedujemo, da prihodnost bo pa, ko stopi v prvi letnik srednje šole, ko stopi v fakulteto, ko nastopi delo in tako naprej. V resnici je prihodnost čez naslednjih 5 sekund. Ne samo, da se starši z otroki ne pogovarjajo o prihodnosti, za njo tudi sami poskrbijo bore malo. Namreč premalo vlagajo v svojega otroka. Vlagajo na napačne načine, vlagajo v denar, v telefone, računalnike in tako naprej. Če danes otroku kupiš boljši računalnik, ali bo zato večkrat prišel k tebi na obisk v domu upokojencev, razložite mi. Mislim, da ne bo. No in to so stvari, ki jih je za premisliti. V odnosu med staršem in otrokom primanjkuje aktivnih pogovorov, branja knjig, izobraževanja. Starši po Juhantovem mnenju ne prenašajo dovolj učinkovito naprej vrednot. V ospredje prihaja posameznik, pomembna je individualizacija, s katero izgubljamo socialne in partnerske odnose, vezi in stike. Zato je potrebno družbo vrniti k osnovnim vrednotam, to so družina in otroci. Tako se bodo ti lažje spopadali z negotovo prihodnostjo, za katero bodo morali močno garati.